Pozdravljeni, moje ime je Anže in zelo rad imam zgodovino. Ob letošnji posebni obletnici sem skupaj s sošolci raziskoval preteklost. Sedaj pa sem z veseljem sprehodil po muzeju s kustosinjo Natašo Strlič, ki mi bo pokazala veliko zanimivih predmetov iz časa osamosvajanja. Kaj je bilo treba pripraviti, da smo lahko razglasili samostojnost? Predvsem je treba malo spremeniti zakonodajo, veliko stvari na področju obrambe, torej vojske, gospodarstva, tudi na področju monetarne politike oziroma novega denarja, od raznih dokumentov, potnih listov, registrskih tablic in tako naprej. Zakaj pa smo potrebovali svojo tiskovno agencijo? Zato, ker smo mogli obveščati predvsem tujino o tem, kar se dogaja. Ta agencija je bila ustanovljena praktično 5 dni pred osamosvojitvijo. Kako pa smo se odločili za grb in zastavo? Je bil že aprila 1991 en tak razpis in do 20. maja 1991 je prišlo tam okoli 90 predlogov. Komisija je odkupila 4 predloge in eden od teh predlogov je bil tudi predlog kasnejšega grba Republike Slovenije, ki ga je naredil akademski kipar Marko Pogačnik. Simboli na njem so v bistvu Triglav, naša najvišja gora, pod njim sta v bistvu 2 taki valujoči črti, ki predstavljata reke in pa morje, in pa nad Triglavom 3 take zlate zvezdice, šesterokrake, ki so praktično izhajajo iz grba celjskih grofov. Zastava, ki ste odvignili ob razglasitvi, je bila rezervna, kaj ne? Tik pred osamosvojitveno slovesnostjo so ugotovili, da je v bistvu zastava narobe zašita in da v bistvu grb sega v rdeče polje. In po nekem naključju se je v okolici skupščine našla zastava podobnih dimenzij, nam bi jo prinesel nekdanji smučar Boris Strel. To zastavo so potem hitro preverili, če je pravilna, in jo potem v bistvu nesli ven. Od kdaj pa je Zdravljica naša himna? Že od leta 90. Kdaj pa smo v Sloveniji dobili prvo ustavo? Dobro leto po uspešno izvedenem plebiscitu, to je bilo 23. decembra 90. In ustava je točno leto zatem bila sprejeta v Skupščini Republike Slovenije. V muzeju so ob tej posebni obletnici pripravili tudi posebno razstavo o dosežkih iz obdobja osamosvajanja pa vse do danes. In Slovenija ima kaj pokazati. Adijo!